vami doktorandi, mentori, somentori, dekani, visokošolski učitelji, sodelavci, Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem pod vodstvom dirigenta Ambroža Čopija, lepo pozdravljeni na promociji novih doktorjev znanosti Univerze na Primorskem. Doktorat znanosti je predvsem preizkus zmožnosti soočanja z neznanim tveganjem, pogosto tudi z dvomi vase. Je dosežek, ki je najprej oseben, vendar vedno tudi družbeno pomemben, zato tudi potreben pripoznanja. Znanost ima poseben privilegij, ker se lahko poigrava z različnimi rešitvami, ker je in tudi mora biti najbolj humanističen cilj iskanje resnice. Vendar imajo tisti, ki si prizadevajo iskati resnice in rešitve, samo navidezno možnost izbire. Obvezuje jih odgovornost za skrben, srčen in naklonjen odnos do razvoja in skrbi za družbeno in naravno okolje. Zato je dosežek, kot je doktorat znanosti, prežet z drznostjo preseganja obstoječega in odgovornostjo ohranjanja družbenega in naravnega ravnovesja. In te dosežke ter prizadevanja danes ob tej priložnosti slavimo. Danes bomo promovirali 6 doktorjev znanosti Filozofske fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem in 2 doktorici znanosti Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, skupno do sedaj 161 doktorjev znanosti v 13 letih. Najprej pa prosim dekanjo Fakultete za humanistične študije, profesor dr. Ireno Lazor, da predstavi novega doktoranta Marka Prema. Lepa. Spoštovani. Marko Prem je bil rojen leta 1965 na Ortici pri Ajdovščini. Diplomiral je na Biotehnični fakulteti Univerze v Ljubljani, na univerzitetnih študijih agronomije in krajinske arhitekture. Magistriral je na Univerzi Hull v Veliki Britaniji na študiju politike in upravljanja okolja. Od leta 2000 je zaposlen kot namestnik direktorja programa prioritetnih akcij Centra za regionalne aktivnosti v okviru UNEP Sredozemskega akcijskega plana s sedežem v Splitu na Hrvaškem. Center skrbi za izvajanje Barcelonske konvencije za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja. Med letoma 2009 in 2011 je opravljal dolžnosti VD direktorja. Področje dela je celovito upravljanje obalnih območij v sredozemskih državah, ki vključuje vodenje programa upravljanja obalnih območij, prostorsko planiranje, urejanje krajine, pripravo metodologij, priročnikov, smernic, izobraževanja in podobno. Sodeloval je v številnih projektih in pri pripravi mednarodnega pravnega instrumenta, protokola za SUO v Sredozemlju. Sodeluje z vladami sredozemskih držav, lokalnimi oblastmi, raziskovalnimi in znanstvenimi institucijami, nevladnimi organizacijami in drugimi mednarodnimi organizacijami, kot so UNESCO, FAO, USN in Svet Evrope. Hvala. Hvala. Prosila bi profesorja doktorja Antona Gosarja, mentorja, da predstavi doktorsko delo kandidata. Spoštovani, veliko čast mi je, da smem v tem okolju danes pozdraviti doktoranta, kasneje doktorja Marka Prema. Pri meni je pod mojim mentorstvom in pa pod mentorstvom kolegice Valentine Brečko-Grubar je izdelal doktorsko disertacijo z naslovom Instrumenti varovanja obalnega območja v Sloveniji. Posebno vlogo oziroma izjemno zavzeta za njegovo delo je bila prav somentorica, ki sem jo prej omenil. Slovenija je prva ratificirala protokol o celovitem upravljanju obalnih območij
v Sredozemlju in to v okviru Barcelonske konvencije in tako prevzela obvezo glede vzpostavitve 100-metrskega priobalnega pasu, v katerem bo gradnja prepovedana. Za izhodišče raziskave je bil uporabljen predlog oblikovanja priobalnega pasu, ki ga je pripravil Regionalni razvojni center Koper leta 2014. Ta obsega 1080 hektarov še precej naravno ohranjenih in krajinsko pomembnih območij v Sočovskih solinah, v Strunjanskih solinah ter v Škocjanskem zatoku na stiku kopnega z morjem, ki se na posameznih mestih razširijo na obalne ekosisteme in habitate. Za te kraje že veljajo ukrepi za zavarovana območja narave, vključno s prepovedjo gradnje. Namena izvedene raziskave sta bila predvsem prvič v prevetritvi, za kolikšno površino v priobalnem pasu bo dodatno veljala prepoved gradnje in drugič, kolikšna bo v prihodnosti učinkovitost tega instrumenta varovanja. Z metodama KIS in Delfi sta bili preverjeni hipotezi, pri čem je bilo ugotovljeno, da bo le za 108 hektarov ali dodatnih 10% površin priobalnega pasa uveden ukrep prepovedi gradnje. Na ostalih površinah znotraj predlaganega pasu namreč že obstoječi instrumenti varovanja preprečujejo pozidavo. Anketiranci so v drugem krogu ankete dosegli soglasje, da sta instrumenta zavarovanih območij narave in priobalno zemljišče morja najučinkovitejša režima varstva pred gradnjo. Ob upoštevanju teh rezultatov je bilo s kombinacijo obeh metod, KIS in Delfi, ugotovljeno, da bo ukrep priobalni pas na 176 hektarjih ali 16,35% vseh površin obravnavanega pasu prispeval k učinkovitejšemu varstvu pred pozidavo. Z uvedbo in izvajanjem protokola o celovitem upravljanju obalnih območij se bo povečalo tako varstvo ekosistemov in krajine, kot tudi varstvo pred posledicami podnebnih sprememb, zlasti dvigom gladine morja. Raziskava je inovativna, predvsem v kombinaciji dveh uporabljenih metod, s pomočjo katerih je prvič v Sloveniji, pa tudi širše, predvsem v jugovzhodni Evropi, na osnovi izkušenj anketirancev z obstoječimi instrumenti varovanja, ta raziskava preverjala učinkovitost instrumenta varovanja priobalnega pasu v prihodnosti. Spoštovana prorektorica, izpolnjeni so vsi pogoji za podelitev časti doktorja znanosti, zato vas prosim, da izvršite svečano dejanje. Že v času študija v Ljubljani se je pričela
ukvarjati z likovno kritiko in esejistiko in delovala tudi kot raziskovalka pri programih Znanstvenega inštituta Filozofske fakultete. Leta 1977 se je zaposlila v Goriškem muzeju, bila postodinja in ravnateljica, nato načelnica za kulturo in raziskovalno dejavnost na MON-u, delovala pa tudi kot direktorica in vodja projektov v različnih družbah. Pripravila je vrsto likovnih razstav, do leta 2004 tudi v okviru Kogojevih dnevov v Kanalu ob Soči. Je avtorica stalne zbirke del Zorana Mušiča na gradu Dobrovo ter študij v monografijah slikarjev Zorana Mušiča, Franceta Slane, Toma Brana, Klaudija Palčiča in Rudija Skočirja. Od leta 1999 do 2016 je strokovno vodila galerijo Mercator in pripravila vrsto razstav in katalogov. Kot selektorica je sodelovala pri več mednarodnih likovnih kolonijah. Prijela je tudi Bevkovo priznanje občine Nova Gorica. Prosimo še sometorja, profesorja dr. Ernesta Ženka, da predstavi doktorsko delo, odsotnosti mentorja, profesorja dr. Aleša Erjavca. Poprosimo. Hvala lepa, spoštovane in spoštovani. V svoji doktorski disertaciji z naslovom Mušičevo slikarstvo in Merleau-Pontyjeva filozofija slikarstva je doktorantka Elida Nemec soočila filozofske poglede o slikarstvu in percepciji Maurice Merleau-Pontyja z umetniško prakso ter pogledi slikarja Zorana Mušiča. Zaradi vrste skupnih ali podobnih značilnosti sta se filozofija prvega in slikarstva drugega razkrila v vsej svoji duhovni bližini ter tudi umetniški sočutnosti. Zaradi tega so bila Merleau-Pontyjeva filozofska razmišljanja v Mušičevih slikarskih delih lahko odprta in podprta Merleau-Pontyjevo teorijo vizualne percepcije, ki sloni predvsem na fenomenološki obravnavi telesa oziroma človekovega vedenja. Doktorska disertacija predstavlja pomemben vidik Merleau-Pontyjeve filozofije in slikarstva Zorana Mušiča. Izhajajoč iz svojega dolgoletnega poučevanja Mušičevega slikarstva je z vsemi stikov z njim in doktorantki uspelo s pomočjo Merleau-Pontyjevih spisov, zlasti tistih iz obdobja med letoma 1945 in 1960, pokazati na presenetljivo podobnost logike pogledov in ustvarjanja obeh pomembnih osebnosti. Disertacija Elide Nemec tako predstavlja izvirno in zanimivo primerjavo filozofije in umetnosti, ki se med seboj podpirata, ponazarjata ter nadgrajujeta, pa čeprav se gibljata v dveh različnih zvrsteh človekove izraznosti in ustvarjalnosti. Kar pa ne nazadnje ponovno dokazuje, da so veliki umetniki pogosto v srži tudi filozofi in da včasih velja tudi obratno. Spoštovani projektor, sam izpolnil so vsi pogoji za podelitev časti doktorja znanosti, zato prosim, da izvršite dejanje svečanja.
hrvaškega prebivalstva v Jugoslavijo, ki naj bi po uradnih in nepreverjenih podatkih sprejela približno 70.000 emigrantov. Veliko Primorcev in Istranov si je nov dom in zatočišče poiskalo tudi v Ljubljani, ki je v tem času bila ena od pomembnejših migracijskih središč v Jugoslaviji. Do sedaj so se zgodovinske razprave in študije le priložnostno ukvarjale z družbenimi in vsakodnevnimi vidiki življenja primorske priseljene skupnosti v Ljubljani. Zato je doktorska dizertacija prvi poizkus zgodovinskega prikaza nekaterih dinamičnih značilnosti priseljenskega pojava, zlasti po strukturnih vidikih primorske priseljene skupnosti v slovenskem glavnem mestu na podlagi statistične obdelave in analize ljubljanskih popisnih pol iz leta 1928. Spoštovana prorektorica, izpolnjeni so vsi pogoji za podelitev časti doktorice znanosti, zato vas prosim, da izvršite svečano prejemanje. Izpopolnjevala se v Italiji na oddelku Scuola di Specializzazione in Comunicazioni Sociali, spettacolo Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. Leta 1998 je opravila magisterij iz dramaturgije z magistrsko nalogo igralec med identifikacijo in distanco na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Od leta 1981 se ukvarja z uprizoritvenimi umetnostmi in ima od leta 1992 status samozaposlene v kulturi. V raznih projektih je sodelovala kot igralka, dramaturginja, pomočnica režiserja in soavtorica. Vodila je gledališče Čez cesto Kranj, bila je umetniški vodja festivala Gledos, pomočnica selektorja Dušana Jovanovića pri organizaciji gledališkega programa Evropskega meseca kulture. Med drugim je bila zaposlena kot producentka na Radio Televiziji Slovenija ter na kanalu A in režirala oddaje na nacionalni televiziji. Na Umetniški gimnaziji Ljubljana je delala kot profesorica za zgodovino plesa in odrskih umetnosti. Dejavna je bila tudi kot pisala je članke o gledališki in filmski umetnosti. Od leta 2002 opravlja tudi delo producentke. Projekti, pri katerih je sodelovala, so prejeli kar nekaj mednarodnih nagrad. Ob odsotnosti mentorice izredne profesorice doktorice Polone Tratnik vabimo somentorja izrednega profesorja doktorja Vlada Kopnika, da predstavi doktorsko delo. Spoštovane, spoštovani, Špela Trošt v doktorski disertaciji opredeljuje, analizira in utemeljuje različne artikulacije pojavnosti, prisotnosti znotraj teorije in prakse v polju uprizoritvenih umetnosti, od njenega ustoličenja kot ključnega elementa v 30 letih prejšnjega stoletja do aktualnega preoblikovanja v sodobni medijski in virtualni produkciji. Najprej obravnava Artojevo pojmovanje prisotnosti v gledališču, njegovo idejo gledališča kot čiste prisotnosti brez predstavljanja. Nato se posveča tistim pojavom v uprizoritvenih umetnostih,
ki so v 60. in 70. letih svoje praktično in teoretično delo razvili pod vplivom Artaudja in ki zagovarjajo in vzpostavljajo prisotnost kot čisto razliko in ne več kot podvojitev odsotnega drugega. V zadnjem delu, sledeč sodobnim poststrukturalističnim interpretacijam Artaudja, razpira različne filozofske pristope v pojmovanju prisotnosti in s pomočjo analize konceptualizira njeno udejanjanje v prizoritvenih praksah, kjer imajo prisotnost ekskluzivno mesto. Hvala lepa. Spoštovana prorektorica, izpolnjeni so vsi pogoji za potrditev časti doktorske znanosti, zato vas prosim, da izvršite dejanje svečane promocije. Doktorska disertacija Maura Hrvatina morfometrične značilnosti površja na različnih kamninah v Sloveniji na kvantitativen način opredeljuje vpliv kamninske sestave na površinsko izoblikovanost Slovenije. Osrednji del pripada statistični analizi novega digitalnega zemljevida vrst kamnin in 20 morfometričnih kazalnikov, ki so bili pripravljeni na temelju digitalnega modela višin. Prav vse upravljene raziskave so pokazale, da obstaja statistično pomembna povezanost kamninske sestave z izoblikovanostjo površja. Zato sklepamo, da spada kamninska sestava med najpomembnejše dejavnike razvoja reliefa in jo mora vsaka geomorfološka razprava resno upoštevati. Spoštovana prorektorica, izpolnjeni so vsi pogoji za podelitev časti doktorja znanosti, zato vas prosim, da izvršite svečano dejanje promocije.
Njegovo delo je usmerjeno predvsem v preučevanje zgodovinske kartografije, kot vodja zemljepisnega muzeja pa je odgovoren za ohranjanje inštitutskega arhivskega gradiva. Bibliografija Primoža Gašperčiča obsega 65 enot, od katerih je 5 znanstvenih člankov ter 3 znanstvenih sestavk in monografijah, je pa tudi soavtor 3 znanstvenih monografij. Primož Gašperčič je dejaven v Zvezi geografov Slovenije, saj je urednik strokovne revije Geografski obzornik. Prosili bi še mentorja, docenta doktorja Matijo Zorna, da predstavi doktorsko delo. Spoštovani. Doktorsko delo z naslovom Razvoj metod prikaza kartografskih elementov v starih zemljevidih ozemlja Slovenije osvetljuje zgodovinski razvoj zemljevidov v luči njihove vsebinske sestave, zato je osrednja tema doktorskega dela analiza razvojev načinov prikaza kartografskih elementov. Analizirani so bili reprezentativni zemljevidi slovenskega ozemlja, ki so nastajali od 16. do 19. stoletja. Jedro dela predstavlja oblikovanje kriterijev za določitev razvoja posameznih metod prikaza kartografskih elementov ter ugotavljanje njihovih izstopajočih značilnosti. Poleg navedenega so sistematično razčlenjeni in opredeljeni posamezni pojmi vezani na kartografske elemente, podani pregled zgodovine kartografije v Evropi ter opisani najpomembnejši zgodovinski zemljevidi slovenskega ozemlja. Hvala. Sandra Mršnik je bila rojena v Kopru leta 1967. Po srednji šoli s pedagoškim programom je študij nadaljevala na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Po diplomi je 8 let poučevala na razredni stopnji in se nato zaposlila na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo kot svetovalka za razredni pouk. Na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo se je posvetila področjem, kot so ocenjevanje znanja, naravoslovje in matematika, zgodnje poučevanje tujega jezika in razvijala sodobne pristope poučevanja ter izobraževala učitelje. Objavila je več prispevkov v znanstvenih monografijah, revijah in priročnikih. Leta 2011 je prejela priznanje Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Obenem bi vas prosili, da kot so mentorica v odsotnosti mentorice profesor dr. Vajda Cenzič predstavite še doktorsko delo. Hvala. Podala bom kratek povzetek doktorske disertacije z naslovom Dosežki učencev pri pouku matematike in stališča učiteljev do reševanja matematičnih problemov. Disertacija se nanaša na pedagoške vede, točneje na didaktiko matematike. V disertaciji so bila raziskana stališča učiteljev do reševanja problemov na razredni stopnji in povezanost stališč učencev za njihovimi dosežki na preizkusu znanja. Posebna vrednost doktorske disertacije je v kvantitativni empirični raziskavi, v kateri je sodelovalo 312 učiteljev razrednega pouka. Ugotovljeno je bilo, da učitelji pripisujejo velik pomen trajnosti pridobljenega znanja z reševanjem problemov. Drugi del raziskave je zajel 518 učencev od 1. do 5. razreda in njihovih 35 učiteljev. Ugotovili smo, da stališča, ki so povezana z notranjo motivacijo, pozitivno vplivajo na dosežke učencev. Poleg tega je pomembna tudi ugotovitev, da pogostost reševanja problemov ne predpostavlja nujno tudi višjih dosežkov učencev na preizkusu znanja
znanja iz matematike. Izvirnost dizertacije predstavljajo avtorsko oblikovani, uporabljeni in preverjeni instrumenti zbiranja podatkov. Spoštovana prorektorica, izpolnjeni so vsi pogoji za podelitev časti doktorice znanosti, zato vas prosim, da izvršite dejanje svečane promocije doktorice znanosti. Sanela Mešinović je bila rojena leta 1983 v Kopru. Je višja predavateljica za področje didaktike matematike na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem. Po zaključni srednji šoli je izobraževanje nadaljevala na Pedagoški fakulteti naše univerze in sicer v programu Matematika in računalništvo. Študij je zaključila z diplomskim delom z naslovom Preverjanje in ocenjevanje znanja pri matematiki. Po končanem študiju se je zaposlila na osnovni šoli kot učiteljica matematike in računalništva. Leto kasneje je bila habilitirana v naziv asistentke za didaktiko matematike na Pedagoški fakulteti naše univerze in se vpisala na podiplomski študij 3. stopnje edukacijske vede. Doktorski študijski program je zaključila z dizertacijo z naslovom Vizualizacija geometrijskih pojmov z uporabo geoplošče v osnovni šoli pod mojim mentorstvom. Ja. Kratek povzetek doktorske dizertacije. V slovenski osnovni šoli se učenci na začetni stopnji učenja geometrije najprej srečajo s konkretnimi predmeti, s katerimi manipulirajo in vizualizirajo osnovne geometrijske pojme. Kasneje, natanko v 3. vzgojno-izobraževalnem obdobju, ko je geometrija že zelo abstraktna, pa je uporaba didaktičnih sredstev, ki pripomorejo k vizualizaciji, manj pogosta, čeprav njihova uporaba pozitivno učinkuje na razumevanje geometrije, ne glede na stopnjo učenja. Tako je bilo v raziskavi proučen problemski pouk geometrije z uporabo geoplošče, s pomočjo katere so si učenci vizualizirali osnovne geometrijske pojme in reševali geometrijske probleme. Izkazalo se je, da so učenci deležni pouka geometrije z uporabo geoplošče pri poznavanju osnovnih geometrijskih pojmov in dejstev, poznavanju in obvladovanju algoritmov ter postopkov in tudi pri reševanju zahtevnejših geometrijskih problemov, uspešnejši kot učenci, deležni klasičnega transmisijskega pouka geometrije. Še zaključek. Spoštovana prorektorica, izpolnjeni so vsi pogoji za podelitev časti doktorice znanosti, zato vas prosim, da izvršite dejanje svečane promocije doktorice znanosti. Spoštovani
naši doktoranti srečno